hvala za vse te lepe stvari, ki so bile povedane. Lahko bi rekel tako, a ne, po svoje sem srečen, da sem dočakal taka leta, ampak posebna sreča pa je, da sem naletel na take ljudi, a ne, da smo se tako rekoč kar sprijeli. Z Gabi se poznava dolgo. Ja. Ja. In ko sem večkrat takole kakšnemu rekel, ja, jaz sem pa ves čas v isti službi, v isti pisarni z isto kolegico. Kako? A si sploh človek današnjih časov? No, to je zdaj ena stvar, ne? In tako, mogoče je moja neka lastnost taka, da se lepim za ljudi. A ne, recimo, Anico sem spoznal kot psihiatrinjo visokega ranga. Sva se srečevala v njeni ambulanti in mimogrede izmenjala tako kakšne stvari, recimo, jaz sem imel strah, a ne, kaj bo s tem otrokom, to je nekaj groznega. Anica, Bernard, veš kaj, počakaj, se bomo videli, kaj bo. A ne, in stvari so se velikokrat res kar lepo nekako odvile. No, potem pa enega lepega dne pridem tja v njeno, kjer je ona imela ambulanto. Bernard, a bi bil ti pripravljen prevzeti eno tako kolonijo študentov, to so taki nemirni, brihtni, genialni in tudi tako politično ne ravno prilagodljivi. In zdaj, če bi ti hotel to voditi, seveda spoznala sva se pa pred tudi že na treningu skupinskega dela pa vse te stvari. In jaz sem zagrabil z vsemi štirimi. Nič nisem okleval. V trenutku sem bil noter in jaz bi se pritegnil, res. To mora uspeti. Zdaj, koliko sem znal, a ne, koliko sem pa hotel, bi rekel bolj tako, več sem hotel, kakor sem znal. Ampak se je pa zgodilo tudi tako, da smo vsi hoteli isto. In je uspelo. Tako, ko gledam vse te obraze, ne, ja, to je bilo veliko intenzivnih stikov. Vito je fantaziral, pa kaj mi treba diploma psihologije? Jaz bi šel v Nikaragvo, tam se dogaja revolucija. Pa nisem mogel verjeti, da res to govori. Tudi ne vem, če je resno mislil, ampak pol sem ga začel.
pa sem ga začel kar navduševati. Pri nas se dogajajo revolucionarne spremembe, sodeluj z nami. In je res sodeloval, ampak zelo na svoj način. Tako da včasih ni bilo nič lažje, ki je bil on zraven. Ampak pošten je bil pa zmerom, ni lagal, ni bil zahrbten. Povedal je pa velikat v obraz, pa predvsem je. No, to je en tak najstarejši človek, s katerim se najbolj poznava, je pa Blaž. Blaž je prišel na prakso, počitniško prakso v Banko Bežigrad. Jaz sem bil tam uslužbenc med samimi mladimi puncami, ki so tipkale tako kot mašina, jaz pa Blaž prišel noter, ves urejen, ukaželjen. In jaz sem ga gledal, tako ima ta človek, on je čist druga sveta, kakor jaz. Jaz sem prej preživel tovarno avtomobilov, pa železarno Guštanj, pa vsega zlodja. On pa klasična gimnazija, latinščina, vse to moj pisal tle gor. No in potem sem začel oklevati. Kazali je, da bom imel tako vsake pol leta povišano plačo in da bom kmalu prišel kar na spodobno plačo. Ampak tega me je postalo strah in se rekel na vsak način študirati. Kam se vpišem? Na filozofijo. Pridem na filozofijo, so bila neka predavanja v univerzitetni knjižnici, tam zadaj, in koga vidim? Blaž. Pa kako je sploh urnik tle? A to ne boš ugotovil. To, da bi ti to študiral izredno, pa da bi hodil na večino predavanj, ti ne bo uspelo. S filozofijo konc. No, potem eno leto premišljujem, se vpišem na psihologijo, sem bil med prvi letniki in pridem na psihologijo, koga srečam, demonstrator je Mesec Blaž. No, potem pa on šel za menoj v železarno Ravne, tam je našel ženo, krasno žensko. No, in potem spet pridem na Sociološki inštitut, tam je Blaž kot honorarni sodelavec. Ja, zakaj pa ne prišel k nam predavati, in je prišel k nam. No, in sva se zdi ves čas tako malo komplementarna, dopolnjevala, pa pač en čas sva bila skoraj edina moška na šoli. Pa smo dobili nekaj mlajših sodelavcev. Evo, in tako se ustvari en velik krog ljudi. Težko je, bi rekel, karkoli naštevati, kaj vse smo skupaj preživljali. Seveda, največ sva pa bila kakor dvojčka Gabi Bernard.
skupaj sva prišla na šolo, potem pa tudi, a ne, zdaj, kaj je socialno delo? In doktor Skaberne je bil pravnik na Kriminološkem inštitutu, on je imel stike z Nemci in nam je organiziral stike zlasti z Dortmundsko šolo. No, tam sva ogromno dobila, ampak seveda to ne bi šlo, če ne bi bilo Gabi. Gabi je prevajala tako rekoč noč in dan. Nemci so strmeli na tem, kako smo solidni, čeprav znali smo tudi kar malo popiti. Sam tam Gabi nismo rabili. Ampak Nemci so videli, da nismo zamorjen narod. No, in bi rekel, ta vpliv, ki sva ga dobila v Nemčiji, je bil, se mi zdi, za oba dva zelo odločilen, čeprav Gabi je imela že prej izkušnje iz Švice pa vse to. Kako? Skupaj smo bila, ja. 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 In skupaj, z slovenskimi, to so bili večinoma direktorji ali pa taki znani socialni delavci, in seveda smo tudi velikokrat debatirali te stvari, no, in je bilo res neverjetno. Evo, zdaj pa vse te zadeve, ki jih je Miran naštel. Zdaj, Miran je bil, tako bi rekel, kakor moj učenec, pa ne vem koga vse, ampak je bil pa hkrati tudi, tako bi rekel, kakor je sin včasih zelo zahteven do očeta, tako je bil Miran zelo zahteven do mene. Tudi če je danes rekel, da sem kar nekaj napisal, ne bi veliko tega ne naredil, če ne bi bilo Mirana, ki je rekel, veš kaj, Bernard, zdaj pa to, ta zadnji cajt, da to narediva, napiševa, aj boš ti, in tako. Zdaj, Anica je bila pa, tako bi rekel, kakor stik s sociološkim inštitutom, pol tudi. Ona je vedela vse o psihiatriji, in sem dobil velikrat razne, tako bi rekel, kakor napotke, pazi, tle te lahko spodleti, ne pusti se, to je stvar, ki je kočljiva, hkrati sem pa imel ves čas za te kolonije, to si bila direktno, bi rekel, vodja vsega tega, ali vrhovni vodja. Pri taborih pa tudi iz svetovalnega centra smo dobili kar nekaj otrok, za katere smo približno vedeli, kaj je z njimi, in smo imeli tudi občutek varnosti pri delu z njimi. Pa so se nadaljevale obravnave, po taborih so spet centre prevzeli s prostovoljci, da je bilo skozi kontinuirano. In nekako smo tudi imeli tisti občutek, ko smo šli na šole, da je svetovalni center stoji za nami, oziroma da govorimo ne samo v imenu tabornikov, ampak taborniki so metoda, mi pa govorimo v imenu svetovalnega centra.
In to se je tudi nadaljevalo veliko, veliko let. Marta Vodeb je bila tudi, ne, zelo Ja. Marta Vodeb, potem pomembna. Irena, Marija Strojin. No. Ja, so sodelovali na naših taborih. Evo, tamle je nasproti mene sedi Damjan Kolarič, rekli smo mu Daki. Daki je bilo eno znamenito partizansko ime. Mislim, da je bil tak junak, da so mu dali drugi to vzdevek, a ne. Ampak vsi smo ga poznali kot Daki. Ki je pa tudi, a ne, potem se vpisal še na VŠSD. In se držimo, tako rekoč srečujemo že pol življenja. In vse to ni psihoterapija, ni socialno delo, je pa življenje, a ne. In zdaj povezava s tem, kar je Anica govorila. Ja, a ne, problem je neka življenjska revščina, ker vsa ta naša kultura, vse organizacije, vse je organizirano zelo racionalno. In nas razkosa. No, zdaj to, kar pa smo mi poskušali, ne, nekako pa pripeljati skupaj, a ne, in s tem se mi zdi, da smo pomagali ljudem adaptirati njihovo življenje, a ne, podpreti družine v njihovih prizadevanjih, a ne, za dobro otrok. In seveda, a ne, tudi sebe nekako, bi rekel, tudi na sebe gledali, ne, tudi svoje življenje smo bogatili. No, zdaj pa to treba pa tudi najbolj strokovno obdelati. Tle pa zdaj, recimo, sem prebral te dni, a ne, knjižico o skupinskem delu, ki jo je napisal Vito. Je res strokovno napisana. Zadnje čase sem prebral kar nekaj knjig, ki jih je izdal Miran. In to so res stvari, a ne, s katerimi se mi zdi, da je temu krogu ljudi, ne samo Miranu, ampak, a ne, vsi, ki tlele sedimo, smo mogoče ena podporna skupina, a ne, ki daje vsemu temu smisel. In seveda upam, da bodo mladi to nadaljevali. In to, kar bi rad rekel, je to, a ne, ni lahko ohranjati sodelovanja. Zlahka pride do tega, a ne, to je moje, to je tvoje, a ne, to si od mene pobral, pa me nisi citiral. Pa vse take stvari. In to je pravzaprav največje tveganje pri strokovnem delu, a ne, da na nek način človek, kakor bi rekel, gleda to, kar delaš, a ne, kot moje delo. Ne, ni moje delo, a ne. Je delo, ki je nekako zraslo na tem polju, a ne. In to je polje,
kjer so določeni klimatski pogoji, a ne, toplotni valovi, suše in viharji in vse mogoče. Ampak to je to, a ne. Samo v glavi pravzaprav se stvari nekako ogulijo, a ne, zgubijo, bi rekel, tisto vitalno silo. No, zdaj, ob tem, kar je Miran govoril, bi zlasti poudaril vpliv Amona, ki se mi zdi, da je na oba zelo vplival. Sam seveda sem Amona videl kot Boga ali pa apostola, Miran ga je pa videl kot psihiatra. In zdaj en pojem, ki ga je on poudarjal, pa ga se mi zdi, ni na ta način še nobena druga šola prevzela, je pojem socialne energije. A ne, brez socialne energije nekako stvari ne gredo, ne rastejo, se ne razvijajo. Ampak kaj pa je socialna energija? Je pa on zelo preprosto, pač tako v skupinah, a ne, je povedal večkrat zelo preprosto definicijo. A ne, socialna energija je nekaj, a ne, kar se dogaja v medčloveških odnosih, a ne, če ti nekoga vzameš zares. Ni važno, a ne, ali si prijazen, ali si manj prijazen, ali pa lahko tudi včasih malo zoprn, a ne, važno pa je, a ne, da ga vzameš zares, a ne, da ga poskušaš zares razumeti v njegovem, bi rekel, eksistencialnem položaju in tudi nekako reflektiraš to. In seveda tudi vzameš zares, kar ti nekdo sporoča. No, to bi mogoče bilo dobro tudi tej knjižci dodati, a ne, da je pojem socialne energije mogoče en pojem, a ne, brez katerega skupina tudi nekako ne morajo zares uspevati in trajati. No, in mogoče, da nam je to res uspevalo. Evo, hotel sem par besed, pa sem več govoril. Evo, torej, vsem hvala za to, da ste prišli, a ne, za to, da smo sodelovali. Res smo imeli srečo. Evo, Andreja Kavar-Vidmar je bila pa moja sošolka iz Tržiča. Pa se tudi enkrat srečava. Ja, k nam, doktorica prava. Zdaj pa imamo prvega doktorja stalno zaposlenega na šoli. In smo se kar dobro držali. Pričemer, jaz sem res doktorica prava, ampak v bistvu, jaz sem učiteljski otrok, sem si pa nekako najprej upirala staršem, ki so me v pedagoške vode rinili, ampak potem sem ugotovila, da mi pa to zares ustreza in sem bila zelo zadovoljna, da sem lahko prišla na tedanjo šolo za socialno delo kot predavateljica pač. In se ti je usoda izpolnila. Tako. Oče je sicer rekel, ja pa kako boš ti predavala, pa nobene didaktike, pa sej ne znaš, no, ampak
Si se naučila? Sem se nekako, upam, naučila nekako. Oče je bil pa zelo znamenit pedagoški lik iz tistega okolja Gorenjske. Spoštovan. Evo, zdaj, kako pa je naprej predvideno? Ja, zdaj mišljeno tako nekako, da gremo malo po generacijah, odmevamo, kar je, kar si ti povedal, kar smo prej povedali, tako da imate, zato smo tudi vas dali v žarišče, poleg Bernarda, da zdaj nadaljujete, pa bi kar po koncentričnih krogih, kdo bo pač hotel kaj reči. Ok, da ne duljimo, zelo na kratko, Bernard, jaz bi se ti zahvalil. Prvič, ker si mi službo zrihtal. Ni bila vedno, ko bi rekel, po moji duši. Evo, spet tam, zadnjič me je spravil v depresijo za cel teden. Ni bilo vedno po moji duši in ves čas sem nekako iskal, ampak možnosti ni bilo veliko, tako da sem moral najti tisto, kar mi paše, kar v metodologiji. Statistiko sem kmalu odstranil. Se drugi ukvarjajo. To je prvo. Drugič bi se ti rad zahvalil zato, ker prejle nisi tiste anekdote do konca povedal. Ki jo sicer rad do konca poveš, kadar mi hočeš moj greben majčken ponižati. Šlo je pa takole. V tisti banki so meni dali nekaj zaračunati. Tista gospa je rekla, poglej, tole so tukaj te stolpci, to tukaj seštej, potem pa to vsoto semle napiši, pa tole od tega odštej pa sem napiši. Tako seštevanje je bilo, odštevanje na drugega. In potem sem jaz to en mesec delal. Čez nekaj časa, mislim, da je to bilo prej kot na sestanku senata šole, to si tam ponovil, ampak mi je Bernard rekel, a veš, tiste je bilo vse narobe zračunano. No, Boljše, da si šel metodologijo. To je Bernard povedal takrat, ko sem bil promoviran za profesorja statistike. To nekako. No, hvala ti, zdaj sem to pač dovršil. Zato, ker, ko bi se rekel... Zdaj je tako resnica ljubim, da ima občutek, da mora pa sam povedati. Ja. Resnica je ta glavna reč pri celi zadevi. To je eno, drugače pa hvala ti tudi za vso pomoč, torej za to, da se mi v vse te v bistvu čudne in nesrečne taborniške zadevščine vpletel, so mi bile v poduk. Pri vsem tem sem nekako spoznal, da za psihoterapijo nisem, da mi to nekako ne gre, da ne razumem. V grupi tudi sem vodil, Bernard me je pooblastil, da sem lahko vodil skupine. In tisto je kar šlo, ker tam je bilo pravilo, sam ne se mešati. In so zadeve lepo tekle. Ampak kaj se dogaja, pa jaz nisem zastopil. To je pol Bernard na koncu razložil. No, ampak jaz sem tam videl, da verjetno nisem za te stvari. Seveda, če bi to bolj treniral, pa večkrat dopuščal, da stvari grejo
pač kot grejo, ne, da bi mogoče šlo, ampak sem se mogel posvečati metodologiji, kjer pa so pa pravila, pa to prej, pa ono pol, pa tako naprej. Ne. In rad bi se ti zahvalil za pomoč v kritičnih življenjskih trenutkih in tudi za vso, kako bi rekel, simpatijo do moje družine. Nekoč smo se skupaj dobivali, pa smo taborili skupaj, pa na morju skupaj plavali, pa tako naprej. Vse to človeku ostane. Prej sem hotel še bolj na dolgo razlagati, ampak Ja, lepe čase smo preživeli. Lepe čase smo preživeli. lepo je bilo, ja. Ja, ne, nekaj še moram povedati, da mi ne bo ostalo na duši, opravičiti se ti moram. Zato, da te nisem takrat, ko bi to lahko storil in moral storiti, predlagal za dekana te šole. To se je že malo pozabil, meni je pa ostalo na duši. Okay. Ja, mogoče je bilo to najboljše tvoje dejanje. Dobro smo naredili. Ker eno obdobje sem bil dekan, pa se ni dobro končalo. Se je končalo na kirurgiji. Potem sem jaz postala, ne? Tako. Potem sem jaz ostala, Ja, ne? ja. Ja. Vse meni je ostalo. Tako. Smo bili tako za povrste, ne? Blaž, pa jaz, pa ko jaz nisem več zmogel, je pa Gabi prevzela. Ženske. Ampak prej je bila pa Andreja, Ti si bila še pol Andreja, ne? pa pol. Točno zdaj. Vsekakor je to funkcija, za katero nisem imela talenta. Ne. Jaz sem bila takrat, ko si bil, si še delal in si bil zbolel, ne? Z Blažem. Vem, da je tukaj nekaj malo časa srečala midva danes, ne? To mi je bilo grozno, ne, da se ga niti dotaknila v pogovoru ne bi, ne, za po vsem teh življenju skupaj in eno leto, ne, nisva niti se srečala več, ne. In to mi je bilo, kaj naj sploh še rečem, ne, zdaj, od danes naprej, kot je vedno bilo in bo spet tako, kot je vedno bilo, ne. Tako da sem bila zelo vesela, da sva se midva srečala, ne, danes in se srečala tega, kako sva nekoč začela skupaj delati. Ne, in se znova sem povedala to, kar sem že takrat povedala, ne. Bila sva prijatelja, ne. Začela sva v nenavadnih okoliščinah, ne, začela sva voditi delo, ne, odgovarjati na šoli, učiti nove stvari, učiti mlade ljudi. In obakrat vedno sva imela naloge, ne. Naloge in se tudi s tem, kar sva zmogla in iskala nove odprte poti, vedno sva si pomagala, ne. To je, mislim, da vse ljudi med vami, ki ste tako tudi imate te izkušnje, kot vas poznam, ki vas tu vidim, ne, je to bilo res čudovito življenje. Da imaš prijatelja od začetka in to vsak dan.
pri vseh nalogah, vprašanjih. Res, vse je bilo novo, ne. Od tega sem se učila dva otroka, ne. Ti si bil že mnogo bolj moder od tega, imeti eno dete pa še eno dete, pa mnogo dela našega, tako da, ampak mislim, zame je to bilo pomembno, da potrebujem pomoč in znanje in da sem na to lahko zanesla nate, ne. Ko smo še to delali, potem smo se malo razšli, v tem smislu, da sem potem jaz to prevzela socialno delo z družino, pa pač več svojega vedenja, kako pomagati, zdaj z mojega zornega kota spet, kot sva nekoč in potem naprej, ne. Tudi potem ostala tudi sama. Ampak bilo je to še dodatno učenje, ne, ki sem ga morala še sama dodatno učiti, ne. In tudi z vami, ne, z novim učenjem, kako pomagati, ampak iz naših časov, ne, teh dolgih časov, koliko je bilo, kaj sem, 40 let? 40 let je sigurno bilo to, mislim, kot delo, najino delo prav, po moje 40 let je, ne, ker pol že zadnjih 10 let nisva več toliko sodelovala, ne. In jaz imam zelo veliko hvaležnost v mojem življenju. Da mi je bilo to dano pomagati, če rečem splošno, moji fakulteti, moje življenje, delo in seveda s tabo. Ker razumeti socialno delo v vseh mogočih oblikah in novih oblikah, ne, in samostojno za to pot. Mislim, si vedno rečem hvala Bogu, da mi je to ostalo. In da sem lahko in da se mi da veselje s tem. Moram reči, to moje veselje je bilo to res delati z naši fakulteti, z vami vsemi. Misliti naprej, učiti naprej. Res iz tistih začetkov, ne, ko sva midva včasih res bila v stiski, ne. Ampak nikoli ni bilo strahu. Saj jaz ne vem, ampak zase, jaz sem mislila, da pač nama ni bilo strah. Da midva to zmoreva in da bova naprej na teh sestankih hodila in naprej učila, ne. Ni me bilo strah. Ker od začetka, vem, to je pa zgodovina moje babice. In je to, da mi življenje pomaga v mojem življenju, mene babice. Da lahko čutim in sprejmem, vzamem in dam. Življenje ljudi, mojih
naših, za katera vedno znova se spomnim, se na to vedno spomnim in na to vedno znova mislim. Skupno življenje ljudi, ki jih lahko imamo radi. Ko sem jaz začela s mojo babico za vse življenje, ki sem vedela, kaj to pomeni imeti rad. Res tako me je naučila. In od takrat je prišlo z mano naprej, ampak poglejte, socialno delo. Začetka je to bilo rečeno. In poglejte, vsi vi, ki ste tukaj, vas poznam, delate, smo delali skupaj celo življenje. Vse to je bilo z nami in je tukaj. Vidite, naprej je tukaj in se lahko vedno znova obrnemo, se znova objamemo, mislimo naprej, se spomnimo naprej, toliko lepih stvari je. Vem, da ni vse samo enako, samo lahko, ampak zame je vedno najprej to, kar tako čutim in vidim v dobrem. V dobrem in v dobrem. Potem pa že delaš naprej, ampak najprej v dobrem za vse nas ljudi tukaj danes pri meni. In nisem nikakor mislila, da bom najno skupni spomini. Ker je res srečno sem imela, da sem midva šla v to šolo. Res, s tem je se vse začelo. Vse je bilo od tega, da sem skupaj ostala in to delala. Delala sem nekaj smiselnega v življenju, tako sem začela. To je velika sreča bila. Hvala. Čisto na kratko, ker gledam na uro, zdaj kako sedim, da ne moramo ne vem kako dolgo sedeti. Pravzaprav midva z Bernardom nisva bila tako zelo tesna sodelavca. Jaz sem prišla na šolo 1962. leta kot vodja praktičnega dela študentov in bila sem dolgo edina socialna delavka na šoli za socialno delo. Se pravi, dolgo, zdaj je že kar večina skoraj, a ne? No, in se mi je zdelo, da nekaj vendar vem iz prakse, ker sem prej bila v praksi, da nekaj vendar vem o socialnem delu. Potem sem pa vedno bolj ugotavljala, da pravzaprav nič ne vem. In da se vam grozno veliko še za naučiti. Medtem sem bila tudi v Ameriki nekaj mesecev in sem tam brala strokovne knjige, med drugim to prvo Mary Richmondove in tako naprej. In mi je, kaj vse je to, ne? Kako bom pa jaz to študente učila? Ampak, kaj vem, menda že drugo leto, ko sem bila na šoli, sem dobila vaje pri metodiki socialnega dela, se pravi predmetov, ki ga je predaval Bernard. In moram reči, da mi ni prav ležalo, ni mi bilo najbolj všeč to, kar je bilo. In tudi knjiga Friedlanderjeva mi ni bila najbolj po duši. Ne vem točno zakaj, mogoče mene tudi tista gospa pa gospod motilo. Nekako mi ni, ali me je pa motilo to, ker so v bistvu nemški avtorji bili, nekaj pač mi ni bilo najbolj všeč. No, potem nekako sem imela tudi občutek, da bi se bilo boljše osamosvojiti. In potem, ko sem osamosvojiti mislim, a ne, da imam svoj predmet. In potem, ko sem končno diplomirala na drugi stopnji,
sem dobila predmet Uvod v socialno delo, ki sem ga lahko po svoje oblikovala in s tem sem bila pa zelo zadovoljna. Pač bil takrat sem tudi že kar na začetku 70. leta sem prišla, 76 se mi zdi, sem prvo skripto napisala. Ne rečem, da je bila kakšna super zadeva, ampak nekaj je bilo napisanega razen tistih skript, ker kot smo že prej slišali, skripto Katje Vodopivčeve, ki je bila dobra, smo morali dati v bunker, je ne uporabljati. Ada ni napisala, Klajnškova, ki je predavala meni, recimo metode socialnega dela, ni napisala ničesar takega, kar bi pustila za sabo. In ni bilo kaj v bistvu pri roki slovenskega, kar bi lahko uporabljala. Zato se mi je zdelo pomembno, da pač nekaj napišem. In tako da z Bernardom sva sodelovala, ampak bolj ne prav poglobljeno. Jaz nisem bila vključena v te tvoje tabore in te dejavnosti. Smo pa bili, kar bi rekla, eno obdobje, kar prijatelji, tudi družinski, a ne. Tako da smo se družili bolj prijateljsko oziroma bolj tovariško, ali kakorkoli bi rekli. Moram pa reči, da sem se kljub temu od tebe imela priložnost veliko naučiti in da sem zdaj čist fascinirana, ko sem slišala o tem, kaj vse si v teh letih delal. Vedela sem, da si ves čas veliko delal in razvijal veliko novih stvari, pomembnih stvari, ampak da je tega bilo toliko v teh letih in tako obsežno in tako pomembno, tega se pa nisem zavedala. In ti čestitam. Vse to, kar se je na taborih, ki sem jih tudi enih parkrat izkusil, dogajalo, smo mi takrat na takrat še višji šoli, katere študent sem tudi jaz bil, smo prakticirali v neki obliki, dosti krajši, ampak po približno enaki metodi, tako rekoč na vsakih, se boste spomnili, ne? Na vsakih par tednov, tako imenovane blok vaje. To je pomenilo, da to smo se sproti odločali, na vsakih par tednov smo komplet urnik predpisan skozi celo šolsko leto, ne, suspendirali in naredili neke projektne skupine in to za 2 letnika, ne. Vsakem pa po 100 ljudi, ni bila ravno mala malca, ne. In velika večina, skoraj vse se je nekje na terenu izvajalo, ne, in vsaka mini zadeva. Pravilo, če bi si moral to z eno sintagmo označiti, tega dogajanja je bilo visoko organizirana improvizacija z nepredvidljivimi učinki, ampak z obvezno evalvacijo, kar se je pa zgodilo. In to je delovalo, ne. Včasih bolj, včasih slabo, večkrat tudi hkrati in eno in drugo. In to sem hotel povedati, takrat že kot študent sem to izkusil in potem tudi, ko sem bil še mlad asistent, sem zraven sodeloval in tako, se mi je zdelo to samoumevno, ne. Pa ni. Začelo se je tako, da vsake blok vaje, ki so trajale en teden, od nedeljka do petka, nihče ni imel pojma o tem, kaj se bo dogajalo. Samo zmenili smo se za datum. Potem je pa Bernard pripravil v ponedeljek zjutraj ali pa recimo v petek prej vsebinske smernice vsem in smo takole sedeli v tisti dekanski sobi na Šaranovičevi, takole sedeli kot zdaj tukaj in nam je dal in ponavadi pisni material in podal splošne smernice kot neko temo, kaj naj bi bilo priporočilo za te blok vaje. In to, če nismo kaj razumeli, smo vprašali in tako naprej, potem smo pa mi dopolnili s konkretnimi projekti po svojih skupinah študentov. Torej, včasih je bilo naporno, večinoma pa, kot rečeno, zelo poučno in to je trajalo, ne. Poanta je zdaj v tem, da česa takega danes, to vam je pa prihranjeno, si ne morete predstavljati na Ljubljanski univerzi, niti na naši fakulteti, ne.
Kajti, če sam spremeniš sredi leta, pa to nismo mi krivi, to pač smo del Ljubljanske univerze, to je na vseh fakultetah tako in zadeva gre navzdol. Na sred šolskega leta, če si kot nosilec predmeta čutiš potrebo, da zamenjaš eno naslov knjige za vaje ali kaj podobnega, ne, ki jih prej nisi napovedal, da tega ne moreš narediti, ampak moraš čakati, prijaviti in čakati na naslednjo šolsko leto. Ne. Tako je zelo zablokiran sistem. Poleg tega smo letos dobili, in to še ni konec, poglejte, vsi imamo tak obesek, gledajte ga, ta plavi obesek. Ta plavi obesek vsak od nas zaposlenih mora prisloniti k vhodu naše fakultete, da se registrira, da je bil na delovnem mestu. Če ne dobiš na koncu meseca malce in še neke še hujše sankcije bi utegnile biti, če bi inšpektor obiskal fakulteto pa videl skozi cel mesec in da vodstvo ali kdorkoli ne bi vedel dokazati, kje je bil na dotični dan, ko ni bil v fakulteti človek. Ne? Lejte, to je mehanizem iz 19. stoletja. Ne? Takrat so že uvajali tekoč trak v tovarnah. Takrat se je še zdelo smiselno, ampak pa so se začeli delavci upirati in tako naprej. Mi smo ga zdaj po 100 letih na Ljubljanski univerzi dobili. Zdaj si ga predstavljajte, ne? Da bi vi imeli takrat to obveznost vsakodnevnega čekiranja. Takrat, ko smo se še, tam sem se z enim, sem bil čisto šokiran, ker nekatere druge fakultete, recimo naravoslovne, na naši Ljubljanski univerzi so pa to že prej uvedle, to čekiranje. Ne? In pa ga pa jaz sprašam, ja, kaj pa takrat, ko greš recimo, ne greš na fakulteto, ampak greš nekam drugam, na nek sestanek, na občino ali kaj podobnega, ne? V zvezi z službenimi zadevami ali pa z raziskavo ali pa vnuk greš nekaj iskat. Ne? Ja, mi je rekel, redni profesor je, ne? To niso, bi rekel, študenti, ko še ne vejo točno, zakaj se gre. Je rekel, ja, nič, normalno, grem na fakulteto pa od tam, pa se tam čekiram, pa od tam pa naprej. Tako da, to je zdaj že normalno, ne? Zdaj, naslednji korak bo to, da ne boš se rabo čekirati takole, ampak boš dobil čip pod kožo, tako da lahko hodiš kjerkoli po Ljubljani, ko boš, mogoče ti bojo celo metre ti bojo zračunali. To so pa slabe stvari. Vse druge stvari, po moji oceni, so na fakulteti dosti boljše, kot so bile takrat v tisti 2-letni šoli, vendar so pa neke stvari, ki nam parajo živce in tega ni konca. Ne. To je nek poseben, unikaten način. 100 let je univerza brez čekiranja, ne, zmogla, zdaj se pa zapletamo. To vam je bilo prihranjeno in zato ste tako produktivni. To se je CSD začelo dogajati nekaj let nazaj. Škoda, da niste takrat pristopili k nam, pa bi skupaj mogoče pomagali preprečiti, da se ne bi zgodilo tudi kasneje. Bi že takrat mi dobili. Ne, mogoče bi jih mogli ustaviti. Ja. Pri nas Janko nič ne preverja, ampak tudi ne zlorabljamo, ker se vsak vedel, kaj dela, vsaka oseba zase ve, kdo sem jaz, da bom kontroliral drugega. Iskreno, vsi imamo toliko svojega dela, da se imaš tudi čas ukvarjati s kontrolo drugega, a nimaš v življenju pametnejšega dela, iskreno, kakor čekirati nekoga. Ampak tu je zdaj kar, pri nas je Janko tu na centru, kar hitar zaustavil, a ne Janko. Tako da smo, hvala Bogu, mi že spet svobodni. Mislim, sicer, nekje več, nekje manj, ampak Janko je to rekel, da tega pa res ne preverja in to je pomembno. CSD Ljubljana, Centri za socialno delo Ljubljana, tega nimamo več. Mislim, moramo v prihodu moramo, ker temu se tudi po moje ne bo mogel izogniti, ampak ne rabimo se pa vmes, ne vem, jaz še nikoli nisem dobila, pa se tudi ne čekiram, ker se mi zdi zelo neumen, da se moraš čekirati, če imaš nekaj nujnega. Se gre službeno, ali pa to so vse izkušnje življenjske,
No, pa če se vrnemo zdaj, sej to je, bi rekel, zelo skladno s tem izhodiščem, ki ga je Janica povedala, ampak tudi rečemo nekako, tisto, kar smo pa govorili, pa povzdigovali kot vrednoto, med drugim, danes je pa zaupanje, to, kar je Gabi govorila, tudi, da smo lahko zaupali en drugmu, in ne samo to, a bo kdo kaj naredil, ampak tudi, da bomo v ključnih trenutkih pa tudi skupaj nekaj naredili, če bo treba. Tako da bi zdaj pozval še druge. Ja, mislim, jaz sem se že vprašala, prosti ti bi moral narediti, ampak jaz moram oditi, ker tega nekdo pomeni in sama ne moram biti domov. Veste, to sem razmišljala. Pravzaprav zdaj govorimo, kako je bilo vse, kaj smo vse naredili v preteklosti, kako smo bili krasni, najkrasnejši med nami, kako smo bili junaški. Zdi se mi, jaz še enkrat bi ponovila, meni se zdi, da je zdaj čas, v katerem bi morali spet na glas povedati in spet govoriti o teh rečeh, ker enostavno jih izgubljamo, vračamo se za 100 let nazaj. In mislim, da je teh iniciativ kar nekaj v prostoru. Iz raznih strok prihajajo. Dobro, vi ste socialno delo, jaz sem zdravnica. Na pedagoški fakulteti je tudi neko tako gibanje za šolski prostor. In se mi zdi, da bi bilo dobro na nek način ta skupni imenovalec vzpostaviti in videti, kje lahko nastopimo nekako, kaj jaz vem, se mogoče iluzija, ampak pač človek naredi, kar more, za to idejo, kako spet unesti zaupanje, človečnost, vero v človeka, presekati to parcializacijo in to, kar smo vsak, torej popolno razčlenjenost, razkosanost in človeka, in stroke, in načinov pomoči. In kako se spet obrniti nazaj k človeškemu tkivu, socialnemu kapitalu, socialni energiji, recimo. Da pojem socialne energije, to spet ni čisto čarovniško, ampak v bistvu je pa to nekaj, kar se dogaja. Ta princip poja, meni se zdi krasen. In na nek način spet povezati malo te razdrobljene stroke z neko skupno intencijo. Ne vem, to zdaj zveni tako kot agitprop, kot smo včasih rekli, ampak res mislim, da je zdaj ta čas, tako da povem še to, iz neko knjigo pišem 100 let in ne uspem dopisati, ampak sledim pa redno vse revije, 5 revij svetovnih z mojega področja. In lahko povem zdaj za moje področje, da je pravzaprav tudi v stroki vse več nekih ljudi, ki apelirajo na to, ki opozarjajo na to, zdaj govorim iz svoj zorni kot, da medicinski model ne deluje, iz druge stroke se iz pedagoških strok, da nekaj ne deluje šola kot je taka. Skratka, hočem reči, da so neke take iniciative in v našem prostoru in tudi v prostoru stroke in da bi bilo koristno nekaj narediti, dokler smo še tukaj, pa še imamo nekaj izkušnje, ki jih lahko uporabimo, da ne bi bilo treba vse jovo na novo. Ono že spominjala malo v tej skupini, jaz sem v skupinski terapevt na psihiatriji, in sem delala z mladostniki tudi, ki je doktor Žmuc pomoril, potem pa na alkohološkem oddelku. In potem glede teh skupin, ki so napisali to knjigo, sem ga malo pogledala še, in takrat smo veliko let tudi teh seminarjev, skupinski terapiji in tako naprej, ampak najbolj mi je bila pa tako zelo ta skupina, ki ste jo vodili, sensitivity training. To je bila ta skupina, ki je bila naredila vedno ta skupinski milje, kjer se je zelo lahko človek na en način lahko izrazil in vse te dinamike. In to je bilo res nekaj zelo koristnega za marsikakšen je rekel, to bi bilo pa res treba, to bi pa res človek rabil.
To je bilo takrat za psihiatrične uslužbence kar velik, ker seveda ste jih organizirali socialno delo, tudi Bernard je bil prvi. No, in potem sem jaz v bistvu tudi dobila supervizijo, ker sem delala na alkohološkem oddelku za skupinami alkoholikov, zdravljenje alkoholizma. Kar dolg časa, no, to se pravi, več kot 10 let. In tako da sem potem hodila tudi k Bernardu na supervizijo in tudi na tabore, kjer sem dobila veliko izkušenj iz vseh tega milejske terapije. Pa tudi v bistvu sem šla z njim tudi z Miranom tudi v temu Amonu gor v Winterschlage, kjer je bila res prav prikazana ta skupinska terapija, pa to na tak lep način, pa tako v bistvu ta energija se je tako čutila, za vse možne težave in diagnoze in tako naprej ljudi, ki so tam bili, kako delati z temi, kako so delali s temi ljudmi. Brez zdravil, v bistvu mogoče tam od najhujših teh primerih, za začetek, se to bojo psihiater več vedel o tem, ampak tako na meni je bilo to zelo taka dobra izkušnja. Da smo potem tiska dela skupino, mora se mi zdi, kar skozi študirati, se mora skozi nekaj učiti, da pač če dali se bolj. Kje se vsem zdaj navizuje? Da res ne moram izdržati. Recimo, koliko je bilo danes spet teh pozitivnih stvari povedanih o tako izkušnjah vseh, recimo zdaj tukaj učiteljskega nekega zbora in pa tudi, koliko so študenti, ti si tudi sam rekel, jaz sem bil študent na višji šoli in sem to dal skozi tako, glede tega, kar bi jaz rekel, nekako delo na sebi. Kjer seveda tudi s pomočjo skupine dobiš to ogledalo in se učiš te samorefleksije. In tako mi je res res nenavadno, da čeprav je bilo tudi v tej naši katedri toliko te pripravljenosti za to in toliko nekega inputa, da fakulteta za socialno delo še vedno se ni odločila, če se sam spomnim tudi vikendov, ki smo jih dali kot izbirni, koliko so radi šli, pa je zmanjkalo mest, ker smo hodili na Rakitno za 3 dni, pa smo imeli to intenziv s študenti, to je bilo pol variacija na to, ne za vse študente, ampak za izbor. Pozitivne, maksimalno ocene, kdaj bomo spet in tako. Ne, fakulteta za socialno delo še zdaj sem je odločila, da bi dala delo na sebi kot obvezni del kurikuluma, tako kot ima psihoterapija, pa moramo s tem dobre izkušnje. In pri supervizijah, ki jih imam vsak mesec z več centri za socialno delo, so tako vedno hvaležni, ker naredim malo tega obrata v pogovoru. Da ni sam pogovor o primeru tam, s katerim delajo, ampak da jih obrnem, kako vi to čutite, kako to doživljate, kako je za vas, na kaj vas to spominja, da pridejo njihove osebne teme. To je meni misteriozno. Tok ste pametni, tok tudi znanstveni, pa to bi lahko uvedel že zdavnaj. To je prva stvar. In druga stvar, da to, kar smo imeli tudi kot idejo, da bi bilo, da se integrira v samo stavbo tukaj, da je en del stavbe, tako kot imamo zdaj tudi mi, par prostorov za svetovalnico, recimo. Svetovalnico, kjer bi študenti opravljali prakso s konkretnimi primeri pod supervizijo učiteljev in drugih, ki so lahko pogodbeno kot supervizori. Socialno delo in psihoterapija imate eno zelo veliko stično točko, poleg tega, da je zelo pomembna ta sposobnost za samorefleksijo, je še to, da imamo ogromen prakse. Recimo v našem programu 60% ur je prakse. To se pravi, da cilj
je kompetentnost za delo z ljudmi že na magistrski ravni, ne pol. To se pravi, da je treba dati študentom na magistrski stopnji vsaj odgovornost, da ob spremljavi kompetentnih supervizorjev začnejo delati in prevzemajo odgovornost za primere. Ne samo opazujejo, ne samo da hodijo nekam gledati, kako se dela. Te dve stvari sta meni misteriozni. Ob vsej tej pameti, ob vseh teh pogojih, ki jih imate, kljub tem čipom nesrečnim, da tega ni. In se sprašujem, tudi ko vidim, kaj se dogaja zadnjih 20-25 let v socialnem varstvu, na centru za socialno delo, izginja ta vidik. Počasi kopni. To konkretno delo, case work, to izginja. In se mi zdi škoda, da če je to res fakulteta za socialno delo, kot je rekel Vito, kako da tega premika, teh dveh premikov ne naredi fakulteta. To so moje vprašanje. Mogoče znaš ti odgovoriti, ki si bil noter, jaz ne vem. Ja, mogoče bi mogli biti malo več takih profesorjev. Ne, jaz tako rečem, jaz kot študentka, jaz sem bila navdušena nad vašimi predavanji, a ne samo to, nad zgodbami, vse, kar ste povedali, je imel en smisel. Nekateri niso res mogoče razumeli, kaj hočete povedati, ampak ta vaša širina, osebne izkušnje, tega ne dobiš nikjer drugje. In ko sem vas jaz recimo osebno srečala tudi po študiju, vedno ste se spomnili in kot navaden preprost človek z veliko dušo in srcem ste si vzeli čas in govorili z nami. Jaz mislim, da tega to je neprecenljivo. Vi ste tako skromen, jaz kot ta generacija, sem pa letnik 81, ko ste vi začeli govoriti 82 gor, ta skromnost vaša, taka inteligenca, ampak taka preprostost, da se naredi res tako velikega človeka. In moji sodelavci bi danes bili tukaj, jaz sem sicer zvedla, hvala Bogu, zaradi mojega direktorja, ker mi je danes dal, in sem rekla, na to pa grem, pa tudi če doma poslušala, da sem že spet odsotna, ker verjetno bom, ampak tis bom že pol zrihtala. Sem rekla, na vas pa moram videti. Hočem reči, in tudi moje sodelavke, zdaj jaz vam govorim, ta moja generacija, vas zelo pohvalijo, res sami pohvalijo, na njega bi pa še poslušala. Hočem reči, res zelo zanimivi, ampak vi ste res v sebi tako preprost. In res socialno-delovski, to je socialno-delovsko. In vi ste bili eni redkih, kakor zdaj slišam, ker ste si upali reči besedo za drugega, kljub temu, da ste vedeli, da bo to lahko za vas kratkotrajno, da boste imeli posledice, ampak vi ste si upali in tako bi mogli tudi fakulteta, tudi socialni delavci nasplošno ne bi smeli tega strahu, kaj bo. Nič ne, noben ti ničesar ne more. Jaz si rečem, če bom jaz zaradi tega reveža, ker sem mu malo več financ v sistemu dala, ker sistem se lahko tudi je plastičen, pa se da kaj narediti, če bom zaradi tega sedela v zaporu, ker sem naredila dobro delo, pa čeprav je to otroški dodatek enkrat višji, ali kaj, bom pa sedela. Jaz sem socialna delavka in noben me ne more. Če mi bo pa kdo grozil, imam pa jaz tukaj noter od enega milijonarja, njegove dohodke, pa jih bom dala v medije, oni se pa odločijo, ali bom jaz brez službe kot socialna delavka, ali bo ta milijonar, bo cela Slovenija zvedla. Oprostite, vse začetka je, zame bo to greh, jaz si sistemom malo igram. To je greh, to ne smeš, Veronika, boš brez službe ostala. Ne, jaz, če sem socialna delavka na transferih, bom revnim dajala, bogatim bom povzemala in bo ta javni denar lepo se pretekal. Pa tudi, če službo zgubim, bo šla pa drugam delati. A veste, kaj hočem reči? Ne sme nas biti strah, da delamo dobro iz srcem in da smo pogumni.
je zelo prestrašenih ljudi, a ne? In mislim, da bi mogli, tako kot je zdaj, sicer pri nas je prišel Janko, jaz sem zelo hvaležna, ker določeni ljudje res čutimo že skozi en tak upor, ker se res ne dela socialnega dela. Določeni delamo to, ampak v račun, mislim, v svojem prostem času, na račun naših družin, ampak če tega ne bi delali, ne bi mogli sploh živeti, pa reči, da smo socialni delavci. Ker to je živo socialno delo. Tako, kot ste vi učili pa živeli, to je ta pravo socialno delo, ne nekaj izumetničeno. A veste, nekaj je reči, sem socialna delavka, se podpisati, druga pa je, kaj si ti naredil in kakšen si ti tudi poleg službe. Kako si ti v službi, a se upaš jeti za zagovornika, a se upaš za kolegico, recimo, jeti pričati, pa kljub temu, da boš mogoče ti ogrožen strani njenega partnerja. Sem rekla, jaz grem, meni je čisto vse, tudi če se nekaj zgodi, lejte, jaz sem socialna delavka in sem po duši in po srcu in jaz mislim, da moramo sami sebe izhajati in vi ste res en tak velik zgled, poleg Gabi, jaz zdaj govorim o tej generaciji, ne me narobe razumeti, mislim, jaz sem bila na kibernetiki, ne? Ampak vi ste en tak velik zgled zaradi tega, ker se meni zdi, da se splača, no? In tudi mi mladi moramo do konca ustrajati, ne glede na to, kje bomo delali, pa kaj bomo delali. Vedno si lahko socialen delavec po duši, a ne, tudi če ne delaš ravno na ne vem kjermo področju, si lahko in se boste pa zgodbe govorijo zase. Tako, jaz bi bila tudi zelo vesela, če bi vašo knjigo dokončala. Kakor jaz vem, imate v tisti, ki ste šli v pokoj, sicer manj časa, moj oče je tudi začel pisati še toliko več in zdaj na veliko piše knjige in pesmi, tako da Bernard, fajn, ki imate tudi pomočnika, tako da vsi bi z veseljem vašo knjigo prebrali. Mogoče s temi življenjskimi dogodki bi bilo še bolj zanimivo, v vaših osebnih stvarih, no, ker... Ja se to zdaj dela, samo bi je težko spraviti. Se vam lahko pomaga, lahko vam oče pomaga moj, pa bo prišel. Damo še hčerko, ki bo težila. Ja, jaz znam držiti drugim, znam držiti drugim. Tako da, res, hvala vam res za vse znanje, ki ste ga dali, za čas, ki ste si ga za nas vzeli. Res ste. Ja. Ja, pravzaprav ni se zelo jasno izoblikovala ta ideja. Pa moram reči, da sem postal utrujen od te šole. Tako da sem bil precej dejaven nekje v drugih krogih in sferah. Zdaj, nekako vsi moramo se zavedati, šola je naredila ogromen napredek. Darja se ukvarja z zgodovino in če boste brali njene stvari, boste videli, začelo se je, tako bi rekel, ena tema njena je, z diplomo mi je bilo lažje. In to je bila dvoletna diploma, višje šole, ki pravzaprav ni nikjer imela kakšnega velikega priznanja, ampak je že delovalo in je bilo dobro. In Darja je danes govorila, kako pravzaprav težko je šlo to skozi ušesa vodilnih funkcionarjev. V zvezi z družinami
je hodila Vida Tomšičeva na šolo kar nekajkrat. Smo sedeli gor v dvorani in razpravljali o tem, kako bi, vse sorte je bilo, recimo tole vprašanje planiranja rojstev, potem priprava za zakon in te stvari. In tle je Blaž znal je tako odgovarjati pametno, logično in tako, ampak ona se je spet pripravila, pa je spet prišla, pa smo bili spet nekako na istem. Kako? Pozabil sem. Ja. Tako da, zdaj, šola za socialno delo, se mi zdi, to je lahko za eno družbo prav mina. In vedeti moramo, da res upravljamo z nečem, kar je prepovedano tudi. Nevarno. Prepovedano. Ja, prepovedano pa ne, zaželjeno. Ja. Samo, tudi Rusi, ki imajo atomske bombe, ta prvo morajo mirkati, da ne bi kakšna eksplodirala tam v skladišču, pa bi bil hudič. In zdaj socialno delo, gotovo, se tudi zdravniki, vsak zdravnik pravijo, ima svoje pokopališče. So primeri, kjer je nekaj spregledal in je človek šel na drug svet, malo prej, ker bi bila njegova usoda se iztekla. Gotovo, napake se dogajajo, upravka imamo pa z zelo, zelo nevarnimi rečmi. Mogoče po svoje še bolj nevarne, kot pa zdravniki. Ja, ker zdravniki nam lahko zaradi otrok strani zdravnikov smo mogli tudi ne socialno delati, čeprav nekateri smo kar probali socialno. Veste, ker ima politika tak vpliv, da ti ne moreš več otrokov zdravnika ali pa odpravnika, nič ne moreš z njim delati. Jaz bi zdaj malo še razširil polje na to stran. Ja, se pa to še povedati, kako je to še podelano. Socialno delo. Odgovoril še, se pravi, zakaj ni tega, kako bi rekel, skupinskega dela in tako naprej. Tisto zlato obdobje senzitivnostnih treningov, blok eksperimentalnih vaj, enotedenskih in tako naprej. To je bilo na višji šoli na Poljanah. Višja šola je imela 2 letnika, zdaj so 4 letniki. Število študentov se je takrat, ko smo prešli na visoko šolo, podvojilo. Znajdli smo se tam tukaj v teh prostorih in doli v kleti in organizirati zdaj te vaje. Bernard se še nekaj časa trudil z nekimi skupinami, s tistimi, ki so bili pri tvojih predmetih, če se ne motim. Je postalo organizacijsko zelo težko izvodljivo, ne vem. Tako da... Je bilo to takrat organizacijski podvig, ne? Še zlasti rečemo, če smo še v Vanganel, pa prav na teren, pa tako naprej. Tako da, bolj se mi zdi tako, da rečemo nekako tisto, kar je, pa tudi rečemo zdaj, so bolj take stvari, kako je Srečo omenil, da imamo, bi rekel, neke algoritme, ki nam govorijo, da imamo, da moramo biti takrat in takrat tam za 2 ure tle in tako naprej.
in pol, po eni taki aksiomatski logiki mislimo, da to pa res more držati. V resnici pa je, bi rekel, še bistveno bolj navidezno, kakor rečemo, to, kar smo takrat se lotili. Tako da jaz mislim, da je bolj ta zadeva, veš, da rečemo, nekako smo se ujeli v neke zanke, v neke zadeve, tako mora biti. A veš, tudi, rečemo, konc koncev, takrat, ko je Mara probala z temi blog predavanji, ker bi odprli možnosti, tudi za nekaj tazga, ampak rečemo, nekako ne, je bilo to, pa tudi je bilo slabo, pa tako, kot je Srečo govoril za blog vaje, nekaj je bilo dobrega, pa tem nekaj ni bilo slabega in tako naprej, ampak rečemo, nekako, nismo pa se upali v to, ki je bolj ugrizen jeti v to, in veš, rečemo, seveda, tudi jaz zdaj rečemo, naprimer, ko na naši katedri imamo še vedno tabore, po ustanovah, pa tako naprej. In sami študenti dostikrat rečejo, zdaj pa to je pa, mi moramo hoditi na centre za socialno delo, v tretji in tako naprej, te se imajo pa fajn, ali pa, po drugi strani pa rečemo, nekako, bi šli zraven, ma nimam časa, tako da, mislim, veš, tle so, bi rekel, in tudi, dostikrat, tudi tako, bi rekel, bolj direktno ali pa manj direktno slišimo, od vodstva ali pa kaj tazga, da to pa ni noter v teh gabaritih. S prihodom na visoko šolo se ni samo podvojilo število študentov, ampak so se za nas podvojile zahteve, ker smo morali nove predmete uvajati. Jaz zase govorim, ker sem naenkrat moral podvojiti ure, preprosto. In sem moral najti vsebino, ki jo bom zdaj, to terja čas, terja priprave. Zgubila se je tista povezanost, ki smo jo imeli na Polanah. Je to splošen organizacijski pojav. Ne vem, kako se mu točno reče, ampak recimo, da bi ga imenovali preselitev v boljše pogoje, preselitev v novo hišo. Prej so ptičali v nekih luknjah, vsak dan so se videli, objemali, koševali, potem dobijo pa novo hišo, vsak ima svojo sobo, svoj fotelj, gotovo. Neha se komunikacija. Računalnik pa samo. In je konec, ni več tistega. Seveda bi se z dobro voljo in dobrim načrtovanjem dalo marsikaj narediti, ampak ne več v tistem okviru, kakršen je bil. Mogoče za neke skupine v nekem času še vedno lahko to teče. Za celo šolo, ker smo bili pa takrat skupaj, in to je bilo res neverjetno, to pa si ne predstavljam. Lahko na kratko, Miran ima pa tudi vseh informacij. Tisto, kar odlikuje to šolo na Ljubljanski univerzi, po mojih besedah, mi smo dobili izrecno pohvalo, ne enkrat od univerze, pohvalo pa se, da je praksa, delež prakse in pa kakovost in pa strukturiranost prakse. Mi imamo ne samo 5-letnikov, ker je še pol magisterij, kjer se večina vpiše. V vseh 5 letnikih imamo več prakse kot katerakoli, že po urah, kot katerakoli fakulteta na Ljubljanski univerzi. Ampak bistvo je to, ta praksa je zelo dobro narejena. Imamo vsako leto tudi elaborat, kratek, zelo čitljiv, evaluacijo prakse je objavljen na internetnih straneh. Tako da to je nekaj neprimerno boljšega kot na drugih fakultetah in seveda je tudi neprimerno boljšega, kot je bilo kadarkoli prej, zlasti pa na 2-letni šoli.
strinjam se pa s tistim prej, ko si rekel, ne, omenil si, zakaj ne bi imeli neko svetovanje in tako naprej. To so pa res neke slepe pege, po moje zaradi tega, ker smo preveč zares, pa nam ne bi bilo treba, to je poanta, preveč zaresno vzeli razdelitev na katedre, ki smo jo mogli po statutu univerze, ne, sprejeti in pa smo si takole zmišljevali isti krog ljudi, ko je bilo prej, nismo imeli kateder, ne, smo pol si med sabo katedre, bilo treba določiti in tako naprej in lahko, da vidim nevarnost, da se pol s čim prije kak boj za denar pa za nov kader se pol zaciklamo okoli katedre, ne. In pol bi nekdo rekel, in čeprav to ni pravilni odgovor, aha, svetovalnica, ne za katedro za kibernetiko. Bi bil napačen odgovor, ne? Vsi bi mogli na tem delati. Smo pa takoj v hipu takole, pa še pohvaljeni smo bili za to, čeprav ne vem, kako deluje. Odprl svetovalnico za karierno svetovanje, zato ker je univerza to rekla. Ne? To smo hvalili tam od spodih, ne? In pa karierno. Ne? Do zdaj študenti niso se vedeli, kje zaposliti, pač karierno svetoval. To je pa od začetka delovalo. Ali še nekaj rečem, bi to? No, pač ti si moderator. Ja, jaz bi rad še sveda z veseljem. Ampak tam so še ljudje, ker mislim, da bi bilo, ne, mogoče bi bilo kar rekel. Ne, jaz bolj to zdaj izkoristim, da povabiš, ja. Tako razmišljam ob tem, kar smo zdaj rekli, ne, Blaž, ob tvojem tudi, ne. Ja, vemo, ne, ko podjetje raste, se zakonitosti spreminjajo in zdaj že vejo, ne, tako pride, ne vem, do 100, je treba raj novega odpreti, ne pa da postane večje, ampak mogoče smo mi pol na katedrah začeli to, kar ste vi imeli, ne, kot cela višja šola se mi zdi, da se malo to preselilo, no, neki te dinamike na katedre, je pa žal tudi tako, da smo pol vsaka katedra malo po svoje, ne, stvari razvija. Za svetovalnico sem sama imela že veliko pogovorov, ne, tudi z našim tajnikom fakultete. Načeloma je bila ideja, da bi svetovalnica, ki bi bila ena od učnih baz, ne, sem to želela po vzoru seveda SFU-ja, ampak se je pol zapletlo, ne, kako zdaj te storitve tudi, ne, računati, to pa smo celo imeli svetovalko, ki podjetjem svetuje, sem bila na sestanku z njo, ki je naračunala tako ceno, ne, tiste storitve, da smo rekli, to je nemogoče na fakulteti naši imeti. Pa se je malo ustavilo, zamrlo, ne, tako. Poskušamo tudi tako, ne, da smo povezani z nekaterimi, recimo Zvezo prijateljev mladine, ena od njih, ne, ki nam družine pošilja našim študentkam, študentom, magistrskim in imamo potem, ne, nimamo prave supervizije, recimo v živo, ampak imamo mini mentorske skupine, kjer so 4-5 študentk, da imajo več prostora, ne, da lahko pač dobijo podporo. Tako da se rešujemo, no, znotraj, ne, ni pa nam uspelo, da bi tako, ne, za cel program imeli te stvari. Ne. Samo še ko o teh stvari govorimo, ne, da smo imeli blog vaje, ne, Bernard se bo gotovo spomnil, ne, je bil razlog za to, ker smo imeli premehen dotok denarja. In pol, ne, so nam na izobraževalni skupnosti so nam rekli, da če pa bi imeli manjše skupine, pa tako naprej, ne, pa laboratorijske vaje, ne, eksperimentalne laboratorijske vaje, ne, tako da je bil, ne, da pa lahko dobimo še nekaj več denarja. Tako da so rešimo, ne, nekako takrat z Bernardom, ne, ufurala to kot rešitev, ne, zato da bomo imeli boljše plače, ne, ampak hkrati pa tudi naredili nekaj dobrega. Ja, tako da niso vedno visoki ideali. Namenjene. Le je bila neka odprtina, ne, ki je Bernard zelo dobro zavohal in ne, ki smo jo lahko pol tudi plasirali, da ni bilo to, ne, ker rečemo, ne, tisti... Spomnim. Ne, prej sensitivity treningi, ne, so bili, rekel, zadnji teden počitnic, ne, za vse prostovoljno, ne, tudi mi smo si vzeli, ne, stran od počitnic, ne, ni bilo to v našem rednem delu, ne, študenti tudi, ker imeli svoje tudi dobre strani,
ampak kakorkoli, ne, takrat je bila to pol, ne, in smo imeli 4-krat na leto po en teden, ne. En teden sensitivity trening, pol en teden terensko, raziskovalno, pa posebne teme, ne, kakor je bila enkrat ženske, enkrat Ampak jaz vsem priporočam, vzemite to, kar je Miran naredil njegovo intervenco na kot izziv, čeprav mogoče poziv naredite nekaj nemogočega, ampak kar je danes nemogoče, bo mogoče pijete mogoče. Nemogoče je mogoče. Meni se zdi, pa verjamem, da nisem edina iz te naše generacije, a ne, ker smo lahko vsi zelo srečni pa ponosni, da smo lahko hodili na to fakulteto v tistih divjih, norih časih, ko smo se počutili, da je vse mogoče, da vse lahko, da so da je vse odprto, da je vse možno, da lahko vse, kar hočemo, če se skupaj spravimo, dosežemo in naredimo, ker smo imeli ta zgled v vas, ker ste vi to živeli in počeli. Jaz sem imela še to srečo, da sem še v te komune hodila, kot otrok, ko ste vi, profesori, pač skupaj na morje hodili. To so bili res fantastični časi, in jaz si samo želim in upam in se bom tudi borila za to, da vsaj nekaj od tega nazaj v socialno delo pride, zato ker sem se zdaj vrnila v socialo na centre in vidim, kakšna grozljiva razlika je v teh 20 letih, ko me ni bilo v stiku s sistemom. In ja, tukaj črpamo moč, tudi ideje in tako naprej in upam, da bomo uspeli, da vas ne bomo razočarali, da bomo uspeli naprej delati v tem duhu. Nekaj za pogum, da se srečamo s to zimo od zunaj. Mogoče bi jaz rekel malo iz drugega paketa, bolj nazaj, kot je Bernard takrat omenil, malo dve strani pri meni, kako se vse skupaj začela, pa kako sem jaz Bernarda prvič videl. Takrat, ko sem njegovega sina iskal, ko smo se nekje zmenili in sem preletel potem domov na Moškričevo in pozvonim in pride Bernard ven in vprašam, Jernej doma, ne, niga, kdaj pride, kako je, ne vem, in zaprem vrata in takrat sem ga prvič videl in sem rekel, pač, fotor, gremo naprej, ne. In pol drug tak pomemben menik, ki je bil, ki se je pri našem odredu takrat črni mravku, oziroma odredu se je takrat tako reklo, kaj se je zgodilo, če povem leto, recimo leta 76, kaj se je zgodilo pri mravu, je bilo to, da smo se takrat pripravljali na veliko taborjenje na otoku Obonjan pri Šibeniku, ker smo šli vsi, mulci, jaz sem bil takrat star 16 let in te mulci smo šli in s taborniki smo se pripravljali na tisto taborjenje in smo rekli takrat na Rožičevi, na odredovi upravi, na ta tabor na Obonjan grejo samo ta stari, tisti ta mlajši, ki smo jim rekli medvedke in čebelce, pa ne, ampak bomo imeli potem tabor posebej za njih. No, in ta tabor je minil in ko je prišlo čas, da bomo imeli tabor za te tamale, sem jaz in še nekaj par posameznikov iz Visel, ker je šla takrat tista ta mlada struja stran in sem bil tako, bi rekel, goljufan in izdan, ker sem kot 16-letni mulj sam vodil tisti tabor z nekaterimi pomočniki in
in v jesen se je začelo vse skupaj sesuvati. In takrat je v našem rodu nastala kriza, ker smo sami mulci ustali. In smo imeli 1,5 leta cigo migo, a bomo sploh preživeli kot društvo ali ne. In takrat, vem, je Jernej Bernardo doma potožil, mi težko funkcioniramo, nimamo dobenega starega, ki bi nam kaj pomagal. No in takrat je bila to vstopna točka, kako je Bernard za vso svojo ekipo in za tistim raziskovalnim projektom prišel k Črnemu mravu in takrat se je tako plodno sodelovanje začelo. Začelo se je pa zelo burno, ker smo rekli, mi smo pravi taborniki, tisti so pa socialci in je bila ta struja, ko smo se kregali, je kar ena taka sinergija ratala, da je bilo kar burna leta. Ampak vendarle to je na mene to vplivalo tako, kot je Bernard pa sam rekel, ne, da sem se pol na koncu upisal na VŠSD, takratno Višjo šolo za socialne delavce. In je cela zgodovina potem sodelovanja, kakor pri tabornikih, kakor potem pri šoli, da sem postal diplomiral, kot mi je bil mentor in prvič na višji stopni in potem in drugič mentor na visoki šoli. Tako da je to pomembno vplivalo na celo mojo profesionalno kariero, ker sem se pač odločil za socialno delo in potem še za nadaljnji študij in je ta, sodelovanje z Bernardom, spremenil moj življenje ali pa svoj način funkcioniranja v življenju naprej z to drugo izobrazbo, ki sem se pridobil z tem opisom na to šolo. Zdaj, ko si rekel, da imamo zelo malo, bom se predstavil, potem je zelo kratko, drugače bi bilo še kaj več za reči. Tako da res pomemben človek tudi v mojem življenju in sredi smo se tudi poznali, tudi tako preko Jerneja, drugače osebno, doma, srečevali, bili skupaj, organizirali, skupaj smo še to razpajali. Tu pa tam srečam kakšnega človeka, ki mi pravi, a ti poznaš Damjana Kolariča, da se ved. On je bil naš šef in pač stanovanjske skupnosti. Sem rekel, da zelo dobro delaš. Tako da se je veliko naučil. No. Nekaj podobnega bi rekel za Jankota, ki je pa sploh šel za to visok. Mogoče sem te dobro poslušal. Ne, jaz sem parkrat rekel, škoda, ker ni Blaža tukajle, pri mojemu poklicu, konkretnemu praktičnemu delu, ne, ko še nisem vedel, da se bom odločil, da se bom upisal na to šolo, sem se jaz, bi rekel, učil konkretnega dela z ljudmi tukaj in sedaj pri vajnem vzoru. Ne. Pri Blažu, ki je začel, ki je kot oče prišel, ki sem bil pač vodnik tam, kjer je bila njegova hči v vodu in je tudi on začel pomagati, tako da je se vključil v tisto četo, ker sem bil načelnik, kot je bil nižji nivo odreda takrat. Tukaj in sem daj s konkretnimi besedami, ki sem odvajal, se učil konkretno. Ne? In nekatere besede ali pa nekatere zloženke ali pa misli, jih uporabljam, bi rekel, še danes pri poklicu, ker se mi odzvanjajo in so se mi usidrali nekaj v tisto primarno matriko, bi rekel, učenja, dela z ljudmi. Tako da hvala za vse to. Hvala. No, prej sem rekel, da ne bomo do polnoči tukaj, ne? Pa, ne, mogoče res dobro, da uresničimo to napoved. Tako da jaz bi se vam vsem zahvalil, tudi Ani pa Klari,
ne, da sta pomagale stvari znositi. Ne, in ne, mislim, da ne, kljub temu, da nas je bolj malo ostalo na koncu, ampak tako stvari pridejo. Ne, tudi, bi rekel, po večeri v jedilnici, ne, nas je ostalo ene par, ne, ker se nekako nismo mogli posloviti. Mislim, ti še za zadnjo rundo. Toliko nas je, da še rečemo še zadnja runda. Ja. Tako da, hvala. Ja, ampak tudi do čestilk moramo biti fair, ne, ker imajo šiht.